Nedelja metev. Marija Elena Porcio pripoveduje dogodek iz zgodovine Gorice in Nove Gorice, ki se je pripetil leta 1950. Bil je 13. avgust 1950, ko je gospa Humar iz Nove Gorice vsa pregreta stopila na vrt in zakričala možu: "Zgodil se je čudež, odprli so mejo, vrnemo se v Italijo. Tudi mi dva morava iti. Obuj si čevlje in obleci si čisto srajco, pa denar, spomni se, da vsega vzameš s seboj." Tako se je tisto jutro Milan Humar odpravil z ženo do mejnega prehoda pri Rdeči hiši, kjer se je nabralo ogromno ljudi. Ženske, možje, otroci, vsi zbrani, da bi se prebili skozi zaporo policije in se končno vrnili v Gorico oziroma v Italijo. Mejo med Italijo in Jugoslavijo so zarisali po drugi svetovni vojni, leta 1947. Najprej na papirju, potem pa na zemlji z bodečo žico. Ločila pa je prijatelje, sorodnike, včasih cele družine. Kdo je pustil na eni strani zaročenko, kdo pa detke na drugi, bili so celo taki, ki so se znašli s hišo v Italiji in hlevom v Jugoslaviji. Na mejnem prehodu je Milan videl ogromno in mirno množico ljudi. Vsak je imel dober razlog, da vstopi. "Moja mati živi v Gorici, rad bi jo spet videl." "Postala sem babica in ne poznam svojega vnuka." "Jaz bi rad spet objel svojega brata." Milanova žena se je pridružila množici glasov. "Rada bi šla k maši v stolnico, že 3 leta se nisem vrnila v cerkev, kjer sva se poročila." "Jaz pa že 3 leta ne pijem dobre kave," je pomislil Milan. Množica je počasi napredovala, dokler ni predrla meje, in vojaki so vse spustili mimo. Nemogoče je bilo zaustaviti tisto reko ljudi. Vznemirjenje, da bi po 3 dolgih letih spet objeli prijatelje in sorodnike, je bilo premočno. Ko je prišel njen čas, je gospa Humar z eno nogo v Italiji in drugo še v Jugoslaviji povlekla moža za roko. "Evo, Milan, greva mimo, greva na drugo stran." Vsi so se napotili proti središču Gorice in nenadoma je v mestu mrgolelo ljudi, ki so hoteli srečati sorodnike in prijatelje, pa tudi izkoristiti priložnost za nakupe, saj so Novo Gorico kot mesto še gradili, trgovin pa je bilo še malo. Italijanski trgovci so dvignili žaluzije, čeprav je bila nedelja, pripravljeni na dobre posle. Kdo je plačeval z gotovino, drugi so ponujali meso, jajca in maslo v zameno za izdelke, ki v Jugoslaviji niso bili na voljo. Pred špecerijo, kjer so bile razstavljene sirkove metle, je bila vrsta žensk. "Kupim eno, jaz tudi, jaz jih plačam 2. V hipu so vse metle šle za med. "Končno je tu stolnica," je rekla gospa Humar. "Pojdiva, slišim zbor, ki poje." Milan je videl gostilno na drugi strani ceste. Vonj po kavi je vsiljivo prihajal do njegovega nosa. "Kaj pa, če bi si prej vzela?" "O, ne, je že pozno," je rekla žena. "Bova spila dobro kavo po maši in bova tudi šla na nakupe v ulico Rastello. Potrebujem metlo, pralni prašek in nekaj riža." "Kupiva tudi nekaj kave v zrnih?" je vprašal Milan. "Seveda, ljubi moj, če bova imela dovolj denarja, bova kupila tudi to." To je prav posebna nedelja, je pomislil Milan in prikimal. Ljudje lahko delajo to, kar hočejo. Ure so hitro minile in na koncu dneva sta gospa in gospod Humar spet ubrala pot, ki vodi do meje. V bližini Rdeče hiše sta se postavila v vrsto, tokrat zato, da bi se vrnila v Jugoslavijo.
Pred njima je bila vrsta žensk vseh vrst po starosti in lepoti. Vse so držale v rokah svoje nove sirkove metle. Tako so bile ponosne, da so bile videti kot kraljice. Toliko jih je bilo, da jih ni bilo mogoče prešteti.